katere se živi. Tisoče stvari, ki bi imela jih, a vse zaman, če ne morem deliti. Tisoče napak, ki so za mano, ampak ni mi žal, iz njih se učim kot ptice sem na nebu, ki sanjam naproti leti. A zame življenje brez ljubezni je brez kril. Smo vsi le ena stvar, par atomov, ki lebdi, košček mozaika, skupaj smo kot eno. Zdaj sanjamo, da tudi ti začutiš to, začutiš, kaj v nas gori. V tebi je, to je vse, naše vsi ljubezen. Kdo ve, kaj tiste so stvari, za katere se živi. Kdo ve, kje najdem vse ljudi, da z njimi delim. Tisoče stvari, ki bi imela jih, a vse zaman, če ne morem deliti. Tisoče napak, ki so za mano, ampak ni mi žal, iz njih se učim kot ptice sem na nebu, ki sanjam naproti leti. A zame življenje brez ljubezni je brez kril. Bebop in Brez kril. Alenka, še enkrat lepo zdrav v našem studiu. Lepo zdrav tebi seveda in poslušalcem Radia Prlek. Rada čakaš? Sedaj si morala nekaj tudi počakati. Ja, malo sem ne, ni problema, jaz sem zelo potrpežljiva. To je lepa lastnost v današnjem času, ko smo vsi bolj manj neki nervozni, v tempo, hitro vse. Mislim, recimo glede na to, da imam jaz tudi precej natempirano življenje, no, ampak si zmeraj rečem, treba se malo ustaviti, predihati, brez veze divjati, brez veze biti slabe volje, brez veze biti tečen in živčen in žugati komu, ker s tem nič ne dosežeš, sam sebi tlačiš not neko nevoljo in slabo voljo, no, tako da čez to. V današnjem tempu bi rabili krila in ne tako kot pojete V3, da si brez kril. Ja, ta pesem je pa... Bom nekako tako rekla, no, to je neka odrasla različica skupine Bebop. Ko smo se vrnile, zdaj že načeloma kar dobra 3 leta, no, če ne še več, smo nekako začele Zdaj se nasmej, vmes so se še zgodile potem Verjamem dobre ljudi, Ženska. Ta pesem je pa nastala ravno, ko smo rekli nič, to leto 22, pa slavimo našo 20. obletnico in to je bil štart, ker je išla v januarju. Dajmo slaviti kar celo leto s to pesmijo, ker nekako odrasteš, nekako se v tem času se tudi glasbeni okusi se spreminjajo, ti sam dozoriš, vsaka izmed nas ima seveda, smo nekako otroci popa, če smem tako reči, no, mogoče še ima kjera kakšne dodatne primesi glasbe, ki jo doma rada posluša, ampak tukaj nas je nekako Žan Serčič, ki je avtor pesmi in besedila, začutil, nam je to predstavil, je rekel, punce, jaz si vas v tej mal taki bolj močnejši verziji si vas predstavljam. Seveda, veste, zrasle gor s tistim lepim, poskočnim, nežnim popom, ne, če smem tako reči, ta je pa že malo bolj tak, pa ne bom se izrazila, da je težek pop, ampak tak, malo bolj modernejši, no. Bi se strinjal s tem, ker ti mislim, da to se po mojem mnenju ena najboljših pop skladb letošnjega leta. Ja, ampak mogoče smo malenkost razočarane, ker smo pričakovali, da se bo pesem bolj prijela, pa se mogoče ni tako zelo, ampak jaz si zmeri mislim, mogoče rabi kakšna pesem malo več časa, da kot prvo in dozori, ali
pa nasploh rabi več časa, ali pa sploh se ne smemo preveč obremenjevati s tem, ker je res najbolj pomembno, da je bil to nek korak več za nas, da smo se malo v drugačni skladbi predstavili in predvsem to, da je všeč nam ta pesem. No. 20 let si prej omenila, oziroma sedaj bi lahko rekli 20 let Bepop in Bepop Ladies. Ja, to je pa zelo taka hecna zgodba, ker vem, da sem enkrat celo nekje slišala, se zdaj ne vemo, kako jih ne kličemo, Bepop Ladies, in se me pošalimo, obrnemo se na oboje. Je pa zgodba ravno ta, da ko smo iskali na teh pač socialnih omrežjih, da bi se poimenovali Bepop, je na Instagramu Bepop bil že zaseden, ker to je ena osvežilna pijača v Južni Ameriki. In smo rekli, nač, pa bodimo ladies, saj smo itak same ženske v skupini in super se je prijelo imeno. Tako da člani sedaj niso zaželjeni, razen če ženska. No, mogoče bom zdaj malo preskočila, odkar smo naredili priredbo pesmi Moje sonce in ko je z nami zapela Eva Erazem, sestrica pokojnega Nejca, so nam kar zdaj že iz ene parih koncev, a bo ona vaša nova članica? Komod bi bila. Člani so se kaj javljali? Člani? Potencialne. Ja, mogoče bolj v šali smo dobili v te naše mailboxe kakšna sporočila, joj, mene vzemte. Smo si najprej mislili, da je to kakšna šala, ampak smo polkaj rekli, ne. Bepop smo v prvotni zasedbi, nas je bilo tako 5, Simon se na to pač ni odločil in nam je dal zeleno luč, punce lahko same nadaljujete, ker nas tudi še zmeri nas podpira na tej naši poti in nam tudi reče, joj, punce, svaka vam čast, jaz sem to že ne da je prerasel, pač ne čuti več tiste sile, ki bi ga gnala, da bi bil zraven, no, ampak fino je pa vedeti, da te nekdo podpira in da mu je fajn, da ima tisto iskrico v očeh, ko vidi tebe na odru, no, to je najbolj pomembno. Tako da dekleta sedaj lahko vozite pri zeleni in tudi zavijate desno pri zeleni. Končno! A ni to fajn? Ampak ne pri vseh semaforjih. Ne, pri vseh ne, pri enih še kar mal manjka tista desna. Druga bo Popstars United, pa jo mogoče najprej zavrtiva, pa potem kaj rečeva še o tem? Seveda, kar deva. Yeah, we got some new right here. You just shut up and listen. Popstars United 2022. You know what I'm saying? Sebastian, game over. Bepop. Yo, Sibel,
Popstars United, Bepop, Game Over in Sebastian skupaj. Letos je bila obuditev tega projekta Popstars. Ste pričakovali vsi skupaj tak odziv, kot je bil? Ja in ne. V bistvu, ko smo se takrat pred leti s puncami vrnile, že takrat se je nekako ideja, oziroma so se že takrat glasovi oglašali, kaj če bi mi naredili, kaj če bi mi nekaj skupaj naredili, pa smo rekli, me punce, fantje, dajte malo ustaviti konje, zdaj bomo zdaj smo v tem nekem zagonu, me bi rade malo ustvarili še nekaj avtorskega, novega, malo bi rade bili v tem našem momentu, potem pa nekako letos, ko je res bila 20. obletnica 2022, smo rekli, pa dajmo vsi skupaj še obuditi tudi to popstar zgodbo. In to je bilo res na začetku mogoče govora samo o kakšnem koncertu, ki se je pa pol razvil kar v skupen single, videospot, dokumentarec, zgodila sta se 2, zdaj še 3. koncert. No, tako da je bilo tudi na tem področju precej pestro, no, ampak lepo, no, ker obudili smo res to zgodbo izpred 20 let. No. In ko ste pogledali pod oder, pred oder, kakšno občinstvo je bilo? Pa za čuda je bilo mešano, no? Ker vse so nas že, takrat so nas spremljale mešane starosti, no? Ampak na teh koncertih pa je bilo, seveda v prvih vrstah so se gnetli kakšni študentje, mlajša generacija, zadnji pa tudi starejši naši letniki. No? Tako da to nam je bilo res tisto čast, evo, zdaj so nas pa prišli pogledati teli, ko smo ga takrat skupaj žurali, ne? Zdaj so nas pa prišli pogledati in verjetno, ne vem, obuditi malo spomine nazaj. Tisti, ki so dejansko rasli s tako Sebastianom, kot z Game Over, Točno. kot z Bepop. Točno tako. In sigurno je fino videti, pa ne samo te starejše generacije, dejansko tudi te mlajše, ker očitno je ta glasba še kako prisotna tudi danes med njimi. Kot smo mi na to, je bila tudi ta skladba, ki smo jo slišali, kot dejansko preplet skladb vseh 3 zasedb. To smo pa naredili res en tak mashup, sicer šli smo najprej do našega Zvoneta, Zvone Tomac, on je nekako, ne bom rekla rasel z nami, ker itak on je poznan iz skupine Kingston in ker dobro delajo še danes. Nekako smo vsi mi 3 začeli pri Zvonetu, z njim smo ustvarili par hitov, par singlov in smo rekli, če pa že komu po obuditev skladbe, pa moramo to seveda k njemu iti. In smo mu predlagali, kaj nekako smo si zamislili in mislim, da je nekako točno tole naredil, kar smo imeli v mislih. Še bo kako tako sodelovanje v glasbenem smislu? Nekaj se je o tem govorilo? Mogoče se bo še zgodil kakšen nastop, ampak dejansko v nekih večjih razsežnostih to pa res ne bi trenutno govorila, ker zdaj smo vse prej kje drugje kot pa pri tem projektu. No. Bepop je letos odkljukal 20 let, ob tem jubileju oziroma tudi ob jubileju smrti Nejca Erasma ste dekleta zopet strnile moči in ko si venila prej povabile k sebi še sestro. Ja, to je pa tako, no, to je pa res ena taka lepa zgodba z Erasmovimi smo seveda obdržali stike vsa ta leta. To ne pomeni, da smo zdaj hodili skozi in skozi na obiske, ampak vsakič, ko smo bili recimo v Dolenjskem koncu oziroma na njihovi strani smo se oglasili na kavico, na štrudel, kakorkoli. In prav spomnim se, ko smo bile punce pred leti v njihovih koncih, smo se oglasile do njih in sestrica Eva se kar usedla za klavir in nam je zaigrala in zapela Bohemian Rhapsody. In to nas je kar, dejansko nas je sezulo kot prvo. Ti se nekomu predstaviš, ko ga res poznaš, pa ko te ni strah, mislim, zdaj mogoče so res te mlajše generacije bolj samozavestne in si bolj upajo. Jaz, če bi sebe gledala izpred tuk let, da meni pride neka poznana oseba v hišo, katere res ne vidim vsak dan tako v živo, bi po moje dol padla, ne? Od strahu in od vsega. Treme. Ampak točno to. In ona je res bila in suverena in izredno simpatična, topla in pol smo rekli punce, brez kril, to smo odkljukale, Popstars United je itak posebej projekt. Zdaj si pa res predstavljam, če že obuditev pesmi Moje sonce, ki je naša prva, naj bo pol tudi za 20. obletnico obujena, ampak z njo. In seveda, ko smo ji predstavili to idejo, prvič smo se pokazali na odru Cvetličarne z njo, ko smo naredili en tak miks malo akustičnega začetka Moje sonce in potem original in smo rekli, ne, mi pa to moramo res celotno tako pesem narediti, posnet prav v studio in smo šle, tukaj nam je priskočil na pomoč Aleš Zibelnik, smo v studiu posnele, Nino Ošlak pa je naredil cel aranžma, no, in klavir in tako
Tako da je res ena taka lepa obuditev pesmi, na katero smo res ponosne in še večjo veselje in ponos pa nam je, da je bila Eva del te zgodbe. Skladba je sedaj postala taka bolj minimalistična. Ja, Akustična. Akustična, minimalistična, ker tudi Evica ima tak lep, nežen vokalček in ne predstavljam si tukaj nekega norenja, divjanja. Tukaj je res en tak lep akustičen poklon pesmi in vsem oboževalcem. Alenka, če pa še pogledava k Bepop, bo kakšna nova skladba? Konec leta je že. Konec leta je že in mi smo zdaj tako, mi si včasih prav rečemo, punce, go with the flow, gremo brez nekih pričakovanj v novo leto 2023. Nekaj se sicer pripravlja, nekaj se sicer kuha, sicer bolj v drugi polovici leta, ampak o tem res ne smem še nič govoriti. Zdaj pa tako, počasi, brez nekih pretiranih planov. Jaz sem tudi malo, ne bom rekla, da sem ravno prosila, ampak malo bi rada dala fokusa tudi na moje sopranose, ker z njimi tudi slavimo obletnico. Sem pa nekako tako, da ne mešam rada preveč projektov, ker vem, da sem že bila v takih situacijah, ko smo, ne vem, izdali z eno skupino single, pa čez 2 tedna že z drugo skupino in potem sem že jaz čist cela zmedena, no, tako da vsekakor še bo kaj slišati z naše strani, ampak nič na silo, samo po občutku in to je to. Dobro, da nima še tretje skupine. Hvala lepa, ne bi. Lahko rečem, da je mogoče res bil Popstars United moj tretji projekt in tukaj sem pa res videla, da je pa preveč obveznosti in niti podrazno to, kar smo pričakovali in o čemer je bilo govora na začetku, no, je bilo kar malo preveč, no, iskreno. Torej, izzivov in dela ostaja, tako pri sopranosih, kot sva govorila že prej, kot pri Bepopih. Ja. Moje sonce 2022 sedaj prihaja tudi za konec tega pogovora. Alenka, hvala, da si se oglasila z obema projektoma v našem studiu. Z največjim veseljem, zmeri tak pridem v Prlekijo, mami me zmeri, a si že se kaj oglasila na Prleku, tako da mami moja zlata, ti kar fajn posluši in glasuj in z veseljem tudi drugo leto se še kaj oglasim, ko bojo seveda kakšni novi projekti. Bova skladbo Moje sonce sedaj zavrtela, hvala ti, da si se oglasila ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala, hvala. Ti si moje sonce, ti si moje sonce. Spomni se na sončen dan, ko skrbi odnese stran. Spomni se takrat mi dva, skupaj eno sva. Spomni se, ko srce razganja in opaziš, da podnevi sanja. Spomni se, da kot prsta mala na eni roki sva. Zame ni noči in ne pogleda v temnih očeh mi si je sreča, da te imam. Moje sonce si, ki prežene oblake, moja svetla zvezda, ki kaže poti. Mene ne zanimajo tvoje napake, ko zagledam te, srce ponori. Spomni se na toplo dlan, ki ti daje mir pristan. Spomni se na veter ples in igro dveh teles. Ko nasmeh drug nasmeh nariše, ko se sreča pod večer podpiše, topel val nas vse zajame, kakor tvoj objem. Zame ni noči in ne pogleda v temnih očeh mi si je sreča, da te imam. Moje sonce si, ki prežene oblake, moja svetla zvezda, ki kaže poti. Mene ne zanimajo tvoje napake, ko zagledam te, srce ponori. Ti si moje sonce, ti si moje sonce.
vem kako boli, če se srce boji, da izgubilo bi vse, zakaj živi. Nič bolj pomembno ni, le to, da z mano si vse do konca dni. Prežene oblake, moja svetla zvezda, ki kaže poti. Mene ne zanimajo tvoje napake, ko zagledam te, srce ponori. Ti si moje sonce, preženeš oblake, ko zagledam te, srce ponori. Ti si moje sonce.